Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli v Hiši gospodarstva. Tokratno tiskovno konferenco sklicujemo, seveda, kot je bilo že rečeno, z glavno temo opozorila gospodarstva naši novo sestavljajoči vladi. Treba opozoriti, da smo gospodarstvo v zadnjih 4 letih opravili domačo nalogo, smo zelo znali izkoristiti tudi mednarodne okoliščine in bistveno povečali prihodke, izvoz, zmanjšali brezposelnost ter dvigovali tudi plače. Treba omeniti tudi, da smo bistveno povečali plačevanje prispevkov in davkov v državni proračun v vseh teh letih. Seveda nas pa to ne sme uspavati. Gospodarstvo opozarjamo, da je pravzaprav že letošnji drugi kvartal podatki nakazuje, da se je rast bruto družbenega proizvoda zmanjšala in ob mednarodnih razmerah, trgovskih sporih in valutnih tveganj opozarjamo, da pravzaprav se zelo dobre razmere iz preteklosti po vsej verjetnosti ne bojo nadaljevale v tem obsegu. Želimo pa si, kot gospodarstveniki, seveda bistveno prispevati izboljšanju razmer v tej državi, zato imamo ambicijo povečati dodano vrednost do leta 2025 na 60 tisoč evrov dodane vrednosti, izvoz na 50 milijard in s tem tudi omogočimo pogoje, da bodo plače v tej državi večje, da bodo tudi še več prispevkov in davkov. Pozorno spremljamo seveda postopek oblikovanja nove vlade, kaj nam bo prinesla, in v podpisani koalicijski pogodbi ugotavljamo, da je ta pogodba zelo načelna, ko gre za predloge, kako izboljšati slovensko poslovno okolje, in zelo konkretna, ko gre za predloge višjega socialnega standarda, ki bo zahteval dodatne davčne zajeme. Koalicijski pogodbi je tako že v samih programskih izhodiščih izpostavljeno kot prioritetna naloga zagotavljanja predvidljivega, preprostega in stabilnega poslovnega okolja. Napovedujejo se ukrepi, ki jih seveda lahko podpiramo, kot so zagotovitev primerljivega davčnega okolja, razbremenitev plač in dohodninsko olajšavo, spodbude za tehnološki preboj in davčne olajšave, vzdržne in stabilne javne finance in spoštovanje fiskalnega pravila ter še veliko drugih. Vendar pa hkrati koalicijska pogodba obljublja ogromno drugih stvari. Postopno povečanje skupnih sredstev za zdravstvo, povečanje deleža za kulturo, dvig pokojnin, dvig minimalne plače, sprememba kolektivne pogodbe za javni sektor, dvig socialnih pomoči in vsega tega pravzaprav na nek način na ene strani ni med nami, ki si ne bi želel vseh teh obljub, vendar opozarjamo, da ob mednarodnih razmerah, ki so sedaj prisotni in so bistveno različne od preteklega obdobja, za nas v gospodarstvu vsekakor ni sprejemljivo, da bi se koalicijske zaveze realizirale v nekem hitrem obdobju brez sistematičnega pregleda, kaj je finančno vzdržno. Zaradi tega na gospodarski zbornici ocenjujemo, da je potrebno vse cilje, ki jih je koalicijska pogodba vsebuje, skrbno preučiti v širšem kontekstu finančne vzdržnosti ter tudi preveriti, kaj vpliva to na razvoj gospodarstva v tem trenutku. Zaradi tega pozivamo vse koalicijske partnerje tudi, da se skupaj usedemo in pregledamo posamezne sestavine koalicijske pogodbe, da vidimo, kaj je res prioritetno potrebno in da za tiste prioritetne vsebine določimo tudi terminski plan. V tej državi imamo inštrument ekonomsko-socialnega dialoga, kjer je poleg delodajalcev države tudi prisoten sindikat, in menimo, da je potrebno takšne spremembe skrbno preučiti skupaj in jih šele potem dati v realizacijo. Lep pozdrav tudi imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Seveda se strinjamo to, kar je povedal predsednik gospodarske zbornice Slovenije. Seveda pa vi veste, da smo obrtniki in podjetniki opozarjali za dvig, se pravi, da je ta koalicijska pogodba, katera otvorijo petorček, se pravi s pomočjo Levice, da že v začetku ni bila dobra za obrtnike in podjetnike. Predvsem v tistem delu, ker se zavizuje nekem, da bodo dvigovali prispevke, dvigovali
davke in seveda, da so birokratske ovire takšne, kot so, primerne in seveda, da jih mogoče še treba nadgraditi. Mi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo se vse skozi borili, da se zmanjšajo prispevki na plače, tudi ko je bil predstavnik OECD-ja tu v Sloveniji povedal, da smo glede na prispevkov plačo v samem vrhu. Ampak ne želimo, da se prispevki znižajo na račun, se pravi, da dobimo delodajalci, ampak želimo, da se znižajo na tem, da dobijo delavci večje plače. Mi na Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji nikoli ne govorimo o minimalnih plačah. Mi želimo, da imajo delavci normalne plače, da imamo dostojne pokojnine. Seveda na drugi strani pa je treba zelo jasno povedati, da želimo imeti gospodarstvo, urejeno gospodarstvo, takšno, ko bo dajalo rezultate, ko bo zaposlovalo, ko bo se imelo možnost širitve in seveda, da bomo imeli možnost konkurirati na domačem in tujih trgih. Predvsem je pomembno na tujih trgih. Danes, ko govorimo o izvoznikih, da imamo gospodarsko rast na račun izvoznikov, seveda sem izredno zadovoljen. Tudi mali obrtniki in podjetniki so posredno izvozniki, ker so kooperanti tudi teh večjih ali velikih podjetij. Na drugi strani pa slišim predstavnike levice, kateri so tudi nekako vezani na to, se pravi, na to koalicijo, katera se sedaj sestavlja, da je izvoznik nepotrebno in da je treba izvoz sploh ukiniti, da izvoz ne prinaša nekaj dobrega v Slovenijo, da je pač te stvari treba narediti drugače. Tu moram reči, je zaskrbljajoče. Vse politične stranke, tako kot na forumu obrti podjetništva v Portorožu, ko smo ga imeli, in srečevali smo se tudi na naši krovni organizaciji z vsemi političnimi strankami, z vsemi njihovimi lideri, vsi so zagotovili, da ukolikor bodo v vladi, bodo postorili vse, da bomo imeli boljše pogoje, da bomo imeli manjše prispevke, da bojo umaknili birokratske ovire, katere nas dušijo in seveda tudi tako koalicijske in opozicijske so to. Ta petorček, kateri je zdaj tvori koalicijo, je nam to tudi obljubil. Seveda pa levica ni bila ni se udeležila našega foruma, niti našega povabila na obrtno zbornico. Drugo, kar je pa, seveda od tega se ni dogodilo nič, zgolj se kaže obremenjevanje, se pravi gospodarstva, da ne rečem malega gospodarstva. Izredno, bom rekel, presenečeni, da ne rečem jezni, smo pa bili, ko smo od prvega moža levice, kateri je podpornik tega petorčka, izjavil, da je takšen podjetnik, ko je gospod Akrapovič, ko je z nič začel in danes ima veliko podjetje, mednarodno podjetje, ko vsa avtomobilska industrija, evropska in svetovna, ima njegove izpušne naprave, danes nekdo reče, da je utajevalec, da je davčni utajevalec. Pa ni to problem. Problem je to, da je s tem mislil, da smo tudi vsi obrtniki in podjetniki davčni utajevalci. S takšno politiko se ne moremo strinjati. Da je bila mera polna. In na drugi strani poslanec te stranke, levice, katera bi sedaj bila podpornik teh koalicij, izjavil, da je treba nacionalizirati. Spoštovane gospe in gospodje, prihajam iz tiste generacije, ko smo tudi mi smo imeli nacionalizirano svoje podjetje, da ne rečem svojo domačijo. Zato sem še toliko bolj občutljiv, kaj to pomeni. Mi, če želimo imeti socialo, kar si jo želimo, in želimo imeti dobro gospodarstvo, mislim dobro zdravstvo, ni pomembno je to javno zdravstvo ali zasebno, predvsem pomembno je, da imamo zdravstvo, pa če je to javno, še toliko bolje. Želimo imeti šolstvo, želimo imeti infrastrukturo, vse želimo imeti, samo sorazmerno, da bomo sorazmerno plačevali prispevke in davke. In tudi jih želimo plačevati, samo ne pa na tak način, da bodo samo obremenjevali, nič
pa država nam ne bo dala. Še enkrat, brez dobrega, urejenega gospodarstva, spoštovane gospe in gospodje, ne more biti sociale. In to je nam lahko tisti, kateri ne verjamejo, poglejte, kaj se dogaja v Venezueli. Uničili so gospodarstvo, danes ljudje bežijo iz te države, tisti, ki ostajajo, pa nimajo kaj jesti. To pomeni uničiti gospodarstvo in sigurno Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tega ne bo dovolila in bo postorila vse, da bo zaščitila slovenske obrtnike in podjetnike. Ja, pozdravljeni tudi iz moje strani. Združenje delodajalcev Slovenije zelo zaskrbljeno gleda na koalicijsko pogodbo, ki prinaša škodljive in tudi nepopravljive posledice slovenskemu gospodarstvu. Če smo še pred volitvami bili optimisti, smo sedaj skeptiki. Glede na izjave, katere so pritekli na dan v preteklim času, bojim se, da naši gospodarstveniki ne bodo tega v takšni meri tolerirali. Rezati vejo, na kateri sedimo, menim, da to ni pravilno. Sami vemo in številke so tudi nam pokazali, da gospodarstvo je tisto, katero prispeva k blaginji v Sloveniji in roko na srce blaginje v Sloveniji z majhnimi izjemami imamo. Želim, da se tudi nova vlada, katera bo nastopila, koalicija izjasni, ali res želi uresničiti, povoziti svoje obljube iz predvolilnih kampanj in jih zamenjati za ministrske stolčke v tak daleč, da privolijo k škodljivimi elementi, ki enostavno ta pogodba prinese za sabo. Upam, da so to zadeve, da bojo ugotovili, da te zadeve, katere so na dlani, ne bodo pili vodo, kajti ne želim, da se ponavljajo zadeve, ki se ponavljajo, ki so se zgodile zdajle v preteklem času z gospodom Agrapovičem na čelo, da se to ne bo odneslo da ta glas ne bo odnesel naprej do drugih podjetij in da se bo zgodilo nekaj sličnega. Kajti brez gospodarstva ni blaginje. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Trgovinske zbornice Slovenije. Jaz bi uvodoma želela navesti nekaj argumentov, za katere ocenjujem, da imajo dovolj veliko težo, da se bodo koalicijski partnerji ponovno usedli in pretehtali nekatere predvidene ukrepe iz koalicijske pogodbe. Prva zadeva, za katero menim, da je pomembno, da jo izpostavljamo vsi, ne samo trgovci, je, da v celotnem letošnjem letu indeks zaupanja potrošnikov v Sloveniji glede ocene gospodarskega stanja v Sloveniji pada. Zelo izrazito, to je več kot 10%, pa je padel v zadnjih 2 mesecih. Naša ocena je, da se je to zgodilo ravno zaradi turbulenc, ki so bile v različnih izjavah političnih veljakov glede obdavčevanja tako proizvodov in storitev, kot tudi rezultatov poslovanja. Temu primerno, seveda, temu potrošniškemu razpoloženju primerno so tudi rezultati v trgovini v Sloveniji. Dobički v trgovini so za več kot 10%, če je v celotnem gospodarstvu so dobički nekje 9% višji, kot so bili v letu 16, da govorimo o celotnem letu 17, so v trgovini padli za 10%. Torej situacija se slabša. Razkorak med oceno višine prihodkov, če primerjamo na leto 2008 z Evropsko unijo, je 20%. Slovenija še vedno za 9% zaostaja za prihodki iz leta 2008, medtem ko je Evropa že krepko presegla te rezultate. Torej nekaj v Sloveniji, čeprav smo imeli občutek, da je gospodarsko okolje kar spodobno, nekaj v Sloveniji ne štima. Tudi kupna moč slovenskega potrošnika je komaj prilezla na indeks 85% povprečne kupne moči Evropske unije. Ali je to dovolj za Slovenijo, ki je nekoč že imela indeks 90?
Jaz bi rekla, da ne. Tretje dejstvo, ki ga želim zelo jasno poudariti. Vi vsi dobro veste, da so trgovska podjetja v Sloveniji, ne bom rekla, da vsa, ampak velika večina njih pa, del mednarodnih korporacij s sedežem svojih skupin izven Slovenije. Menim, da v zaščito oziroma za ciljem oblikovanja primernega dobička bodo našli ustrezne poslovne modele, kanalizirali nabavne tokove izven meja Slovenije in tako zaščitili svoje menedžerske in podjetniške interese. S tem bo prizadeta tudi slovenska živilsko, pa tudi druga predelovalna industrija. Menim, da cilj sedanje vlade ni šel v tej smeri in da je morda samo nedovolj eksaktno pretehtala določene posledice predvidenih ukrepov in zato jo mi na Trgovinski zbornici pozivamo, da če že ni dovolj inovativna, da bi gospodarsko okolje izboljšala, potem naj poskuša skupaj z gospodarstvom vsaj doseči to, da se obstoječe gospodarsko okolje, kakršno je bilo, zadrži na tem nivoju. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetništva. Predstavljam male podjetnike, samostojne podjetnike in moram povedati, da so z temi izjavami, ki prihajajo danes po medijih in iz ust politikov, zelo, zelo razočarani. Takrat, ko smo se pogovarjali pred volitvami, kako bo naše gospodarstvo zacvetelo, ko smo govorili, kako je potrebno napraviti koalicijsko pogodbo, kaj vse je potrebno postoriti v Sloveniji, da bo naš razvoj šel naprej, da bomo imeli večjo blaginjo, smo verjeli v to zadevo. Kajti vsi politiki, ki smo se z njimi pogovarjali, so to nam zatrjevali. Spraševali smo, da to niso samo obljube, ampak so rekli, to so zagotovila. Danes, ko gledamo to koalicijsko pogodbo, je za nas katastrofa. Da nekdo reče, da smo izkoriščevalci, da bo nam obremenili, da bo nam nacionalizirali naše podjetje, naše družinske firme, ki je za našimi firmami so družine, se to ne znam predstavljati. Zato iz tega mesta spet pozivamo vlado, da naj trezno razmisli in da naj pozove gospodarstvenike, da sedemo skupaj, da naredimo nov preboj, da naredimo novo strategijo, kako bomo uredili blaginjo za nas in za ljudi. Kajti vi veste, da mali podjetniki predstavljamo večino gospodarstva v Sloveniji in da ves kapital, odnosno ves dobiček, usmerjamo nazaj v proizvodno, odnosno v nova delovna mesta. Če bo nam to ne omogočili, verjemite mi, da ne bo novih delovnih mest, da bodo začeli zapirati družinska podjetja in kaj bo potem v Sloveniji. Spet bo prišlo do krize, spet bo več brezposelnih in tega verjetno si ta vlada ne želi. Želim to še enkrat poudariti, da prisluhnejo gospodarstvo, da prisluhnejo nam in da skupaj naredimo nekaj dobrega za Slovenijo. Hvala lepa.